Sem Filip Fliser, včasih svetovni prvak v skikrosu, danes mesar. Življenje je zanimivo. Evo, servus, Filip, zdravo. Res mi je čast, da te lahko tukaj gostim na konferenci Sporto. Danes smo, v drugem okolišu, ampak vseeno, začela bo malo provokativno. Jaz kot Žabar, bivši nogometaš Olimpije, ti kot Mariborčan. Zakaj ne nogomet? Zakaj ne nogomet? Ja, vemo, kaj je v Mariboru to. To mogo vprašati moje starše. Jaz sem začel tako mlad smučati, da takrat še se ne spomnim, kaj se je zgodilo narobe, ampak mogoče je malo premalo hiter nogomet, malo premalo adrenalina. Ja, zanimivo, ker vemo, kaj Štajercem, sploh Mariborčanom pomeni nogomet. In ja, zanimivo mišljenje. V tvojih očeh je verjetno Maribor tisto najlepše mesto na svetu, v mojih, saj veš, katero mesto, tukaj se bo težko najdla, ampak okej. Probaj me prepričati, kaj je tisto, kaj dela Maribor ali pa Štajersko res nekaj posebnega. Ti bom tako povedal, da sem bil ogromno po svetu, ogromno stvari sem videl, ogromno možnosti imam, da bi lahko tudi kje drugje živel, ampak Maribor ima eno tako čudno kombinacijo nekih stvari, predvsem pa mislim, da delajo Maribor ljudje posebnega. Zaradi tega, ker ne vem, se mi zdi, da je mesto, ki je glih prav veliko, glih prav malo, da ni preveliko, greš po ulici, srečaš ljudi, lahko, razumeš, če si ti v nekem ogromnem mestu, ne greš zdaj kar tak po Wall Streetu, pa ker, vse spero, kje si, ne. Tako da, ljudje so tisti, ki Maribor po eni strani držijo doli, da ne zraste tja, kamor bi si v bistvu zaslužil, po drugi strani ga pa delajo tudi lepega, prijetnega, tako da to je to. Ja, imaš kakšen mogoče najljubši kotiček, oziroma tja, kamor najraje zahajaš? Pa čuj, marsikaj imam v Mariboru, sicer rad grem gledat, tam na Kalvarijo, pa na piramido, kaki sončni zahod, tako da to je to, pa rad grem, veš kam rad grem, z mojo drago grem rada, soboto, nedeljo na tržnico, lepo, s cekerom, za Božic ma dobla oni, veš, vosek, stari, grema, mija, lepo, veš, kak jaz to naložim, stari, 4 kil zelenjave, tako da, to je to, ne. Lepo, te čist razumem, vem, kako je tudi v Ljubljani, podobno, tržnica je res zakon. Greva dalje. Hiša v Mariboru že stoji, oziroma sem slišal, da veliko sodeluješ pri tej gradnji. Ja, hiša stoji že od vsega začetka, jaz sem šel v rekonstrukcijo, tako da nikoli ni bila, da je ne bi bilo, odkar sem jaz lastnik, je pa res, da še ni končana, tako da počasi se daleč pride, jaz imam tudi toliko drugih projektov, da zdaj nočem se, težko mi je, po eni strani sem perfekcionist, hočem res narediti en dober izdelek iz te hiše in to zahteva ogromno angažiranosti pa časa, zdaj pa jaz moram vseeno krmariti med mojim poslovnim življenjem, da preživim, pa vsem ne morem biti samo tam, ne, tako da lepo počasi, ampak sem že blizu konca, oziroma zdaj lahko rečem, da po letih končno vidim luč na koncu tunela. No, super. Po karakterju sodeč, mi deluješ tak uličar, iz ulice, oziroma da si odraščal tudi veliko na ulici, vemo kako v tistih letih, ne razlikuje se veliko v teh letih, ampak povej mi, a misliš, da ta sorta otrok, ljudi izumera, tako po domače povedan, a misliš, da je ta ulica še prisotna? Jaz sem rekel, da bistveno premalo. Jaz verjamem, da veliki del tega, zakaj smo Slovenci tako fenomenalni športniki, je ta kombinacija nekih malo težjih razmer, ki smo jih včasih imeli, nekega življenja tudi na ulici, ki ti da neki ta fight, neko drugo, drugo mišljenje, drugi mindset.
Otroci, ki gor zrastejo v sterilnem okolju, ne morajo provajdati tega, kar bi lahko 100%. Ne. Jaz, če ne bi bil uličar, če ne bi marsikaj tam videl, pa dal skozi, bi se verjetno tudi na progi bistveno bolj bal, ne. Tako da, definitivno se mi zdi, da ulica, koliko je nevarna po eni strani, je zelo dobra tudi za vzgojo otroka, da se na ulici včasih se hierarhija se spostavlja, ne, vedlo se, tam se znaš pozicionirati, pol kje si, ne, če greš predaleč, je hitro lahko. batina in tega mislim, da danes ni, ne, in zaradi tega tudi ni spoštovanja, se vidiš, ni spoštovanja, froci ne spoštujejo učiteljev v šoli, razumeš, ker ni enostavno te neke hierarhije in pač to je škoda, no. Jaz vsekakor gledam, da tudi mojo hčerko bom probal vzgojiti, ne tako, da je na ulico tišo, ampak veš, da ji dam neko to, da se sama uči na svojih napakah, da ve, kje pa kam sodi, ne, pa kak. Leko zajebeš, moraš to rešiti, ne, se sam veš, kak je. In tisti, ki ne zna sam za sebe takrat poskrbeti, tisti pač žal ne prije daleč. Da gremo naprej na tvojo smučarijo. Rekel si, starši so te postavili na smučke, bil si najprej alpinec, potem ta kros. Kje je bil ta prehod oziroma ko se je to vse skupaj začelo, pa ta odločitev, da si šel iz alpinskega smučanja v ta ski kros? Ja, no tu je ta moja ulica vdarla, noter, ne. Zaradi tega jaz sem bil vedno drugačen, malo, ne. Jaz sem že a priori, moraš vedeti, jaz sem bil večino smučarov je Gorencev, ne. Razumeš, in ko smo bili v reprezentanci, so bili samo Gorenci, pa jaz, razumeš, pa jaz sem bil punker, ko sem bil mali, ne. Čakaj, ABS, ESP, ali kako je že tisto? Ja, stari. Kaj to povej, malo več mi povej o tem. Jaz sem imel band, ne, mislim, jaz pa moj sošolec Roman. Ime benda? Ime benda ABS, ESP, veš kak smo, to smo trgala strune na kitari, to je bilo taki osnovnošolsko zelo lušni momenti, tako da ni bil resen band, ne. To je bil zelo zabavne narave, ampak glej, je bilo cool, no. Čakaj, kje smo zdaj že ostala? Na prehodu. Aha, na prehodu, ja, se pravi, no, jaz sem tak že bil a priori odpadnik, ne, iz Štajerske, ne, pa še punker, totalni kriminalec, ne, v očeh vodstva zveze, ne. Pol taki, ko sem bil, se veš, jaz sem vedno rad po tekmi šel, pa kako salto ob strani, proge pokno, ne, trenerji me niso, to so misli, da bodo ojice znoreli, razumeš, ne. Bil sem pa vedno tak, jaz sem vedel, kaj pri meni deluje. Mene težko daš v kalup, ki meni napaše, pa reči, glej, tak boš zdaj delal, če jaz evo, primer, glej, ne vem, intervalni treningi, lahko jih delaš tako, da laufaš, lahko delaš na biciklu, lahko delaš ne vem kaj, ne. Jaz imam rad, ne vem, bicikl. Me daš intervale delati na BMX progo, bom jih lahko naredil ne vem koliko, ker bom v tem užival. Me boš dal na atletski stadion, bom trpel, razumeš? In to, trenerji tak niso tam kužili mene, kaj sem jaz hotel, razumeš? Polko sem začenjal videti neke njihove, razumeš, skozi so nas tam na difo, pa nekaj testirali, razumeš, pa gor dol, da bom izpadel iz reprezentance. Te sem eno leto rekel, gled, sem treniral ko svinja, ne, pa sem res, veš, kak sem treniral. Prijem tja, se tam derejo na mene, da me dovrgli z reprezentance, zaradi tega, ker se nisem pripravil, jaz njih gledam, kaj te z vami je. Naslednjo leto sem rekel, sploh ne treniral. Oni super, vredo, kak imaš dobre rezultate, sem rekel, vete kaj, tu zdaj se mi ne najdemo. In pol me je nekako tak, sem rekel, veš kaj, dost imam tega, tu se ne bomo mi našli. In še smešno bilo to zaradi tega, ker glih tisto leto, ko sem jaz končal, sem bil poklican v reprezentanco za svetovni pokal za hitre discipline, kar so mokre sanje vsakega, ne, smučara, ne, in jaz sem rekel, veš kaj, ne, in pač pol sem se eno leto, mene je vedno pol ta freestyle, pa to me je bolj, veš, nekako fasciniralo. In pol sem se eno leto iskal med vsemi temi disciplinami freestyla, se bo full hard v bistvu obdobje mojega življenja, veš, da se pol najdeš. In pol sem se najdel v ski crossu, veš, ker
pa sem bil ful dober, recimo, ne vem, državni prvak slopestyle, ne vem, kaj vse sem tisto zmagal, razumeš, samo to priti z alpskega smučanja, ki je zelo konzervativen šport v freestyle, tako gledano, veš, pa to je bilo leta 2007, takrat je freestyle še bil res freestyle, razumeš, to so tam ni se vedela točno, kaj se deja, razumeš, dečki so skakali, salte delali, uživali, ne, jaz sem pa vseeno rabo nekaj in skikros je pa bil zelo sofisticiran šport, ki je pa imel karakteristike take, ki sem jaz imel rad, skoki, fight, razumeš, one stvari in pol sem ne rekel, daj bomo mi to provali in takrat jaz sem bil tako dober v alpskem smučanju, da sem lahko šel direktno na svetovni pokal štartati. Prijem jaz na prvo tekmo s toto štajersko miselnost, sem rekel, zdaj jaz to te, gledaj tu, vse veš, ne. Prijem, stari moj mislim, da sem bil 58, sem rekel, kaj te to je, zdaj, ajde, jutri, ne, 64, sem rekel, ok, tu nekaj je, to me interesira in pol sem začel pičiti s tem. Je bil pa v bistvu, ni veliko manjkalo, da bi rekel, končal s tem, ne, tista sezono, ki je potem šla v drug ekstrem, povej mi malo več o tem. Ja, v bistvu, to toliko zagovoriti vsega, da 45 minut premalo, ampak teko moje karijere, ne, zdaj jaz sem šel pol v skikros, razumeš, kjer ni bilo denara, smučarska zveza tako nič ni za nas v tistem obdobju dala in sem bil na svojem. Ves denar, ki sem ga imel, vse sem vrgel v to, pol smo eno leto rekli, glej, pač zdaj to, da sploh razumeš, kak je higienski minimum, sem se jaz šel, ekipa svetovnega pokala, recimo Nemci, imajo 3 trenere, 2 servisera, 2 fizioterapeuta, vsaj 8 ljudi stafa imajo, razumeš, jaz sem se pol odločil, da smo skupaj z Sašo Farič, pa enim Petrom Vilanom, enim Angležem, smo rekli, ok, dajmo se skupaj dobiti, dajmo denar vreči skupaj, moramo imeti trenerja, pa enega servisera. To je taki higienski minimum, da si ne znaš predstavljati. In smo si mi to nekaj skalkulirali, razumeš, začnemo mi trenirati tekme, ko so se začeli, smo mi tek že šli prek budžeta, stari, veš kak, razumeš, tako da mi tam nekaj smučamo, razumeš. In začetek sezone tak, približno ok, pol prijemo Alpe d'Huez Francijo, si na kvalifikacijah pred tekmo Saša Farič, ne vem, ali si je stegnenico zlomila, ali skratka terminalna poškodba, konc sezone, če ne karijere, na koncu se je skazalo karijere. In jaz sem pač se vsejal potem, ko so njo odpejali s tem Petrom, sem rekel, stari moj, pač meni je full bad, samo, glej, v tem trenutku so šli stroški, ki bo imela iz 3, da se deli na 2. Sem rekel, glej, zdaj, ko mi prijemo domov, stari moj, jaz ne morem več, pač nijam denara, kaj naj naredim, naj izhajam iz neke bogate družine, razumeš. In naslednji dan, stari moj, sem jaz prvo tekmo svetovnega pokala zmagal in takrat sem dobil cash, sem dal pol casha serviserov, pol casha trenerov, sem rekel, pičimo dalje, stari, in pol je nastal, veš, vse ti to sam veš, kot ekipni športnik, ko nastane neki hype, stari moj. Mi smo, stari moj, v tistem trenutku sem jaz se počutil nepremagljivega. Jaz vsakega, ko sem pogledal, stari jaz sem vedel, da oni mene ne more premagati in verjetno oni isto. In do konca sezone sem še ne vem koliko dirk pol zmagal in dobil kristalni globus, stari. Tako da, tako blizu, veš, kak je skikros, je nepredvidljiv. Nisi sam na progi, glej, vreme je, lahko serviser naredi napako, malo zamaže smučke, adijo, nimaš, lahko si najboljši smučar na svetu, nimaš variante. Ne vem, pri štartu se malo spotakne se na tebe, nasloni palco, ti da med smučke, adijo. Razumeš, toliko je nekih faktorov in se je vse zložilo skupaj, tako da, jaz pravim, veš, če imaš pozitivne misli, pol te nagradi. Nad tabo nekdo to gleda, pa te nagradi. Ja, res je. In potem, ko si rekel, osvojiš ta kristalni globus, vemo pa, da je ta zgodba s kristalnim globusom, oziroma tisti zadnji konec tedna je bil kar, rekel, težak, tragičen. Vemo, kaj se je zgodilo, tvoj kolega Karanski v bistvu na tisti tekmi izgubi življenje. Ja. To me zanima, v bistvu celo življenje delaš za nekaj,
si želiš, kako si rekel, sam garaž za to, potem se zgodi ta tragična nesreča in kako je bilo tisti vikend oziroma tisto veselje, ni moglo biti isto, kot je bilo takrat, rekel, kot si želel, konec koncev. Veš, to je, ti delaš celo življenje za to, da nekaj dosežeš in pol ti ta ultimativni cilj, doseči kristalni globus, se pravi, zmagati skupni seštevek je najtežje. Razumeš, svetovno prvenstvo je ena tekma, olimpijske igre so ena tekma, lahko se ti poklopi tisti dan vse, pa boš zmagal. Biti celo sezono tako dober, da boš zmagal, pa je res težko. In ja, pol je Nik Zorčič naredil napako in je umrl. In pol ne moreš, veš, ful je bilo bad, ker po eni strani si najbolj srečen, ne moreš biti srečen, ker ti je prijatelj umrl, niti ni bilo nobenega, veš, te ceremonije, jaz nimam niti ene fotke z globusom na stageu, od zadaj, sponzorji, smučke, nič, nula. Dali so mi naslednji dan globus, stari moj, na Park placu. Mi je dal športni direktor FIS-a, se pravi, mislim, freestyla, tak veš, kufer je taki, pa mi ga je dal, je rekel, prosti, da je tak, ampak kaj ne naredimo. Sem rekel, sej, kaj tečeš? In ja, glej, ampak tak pač je, se moraš naučiti ceniti, kaj v bistvu, veš kaj vidiš v bistvu? Da dosti krat ni cilj tisti, ampak je pot tista, ki je najbolj pomembna pri vsej stvari. Tako da, to je bil mogoče tudi en taki dober reminder za mene, veš, da malo drugače začneš gledati na stvari. Ja, in potem počasi, ko gre karijera, proti koncu udari ta korona. In takrat si se tudi odločil za ta konec. Nisi mogel verjetno zaključiti na tak način, kot si želel. Vemo, kako je v bistvu celoten šport, celoten svet zajela ta pandemija in enostavno vse se ustavili. Nimaš najlepših spominov, oziroma kakšni spomini te vežejo na to? Ja, no, evo, dvakrat se mi je življenje to zgodilo, ko sem globus dobil, da nisem mogel proslaviti, pa končati nisem mogel karijere, tako kot sem si želel, ne. Zaradi tega, ker jasno, imel sem fantastično kariero, dosegal sem praktično edino olimpijske kolajne nisem dosegel, ostalo sem čisto vse, kar je možno v našem športu doseči, dosegel. Valjda, pol, bi te rad končal nekaj kot človek, in jaz sem vedno imel frende, pa te moje sponzore, pa to, ko so mi stali ob strani, razumeš, pa ful cool ljudje, sej, če kdo gleda svetovno prvenstvo, ko sem zmagal, ko so videli one v cilo mage, manijake, to so ti ljudje, in jaz sem mislil, gledaj, ti manijaki bodo lepo prišli tja, super bo. In pol, čakaj, kak je že bilo? Ne, še tak je bilo, čakaj, poslušaj. Jaz sem mislil, jaz sem hotel končati na koncu, kera sezona je pač bila 2020, nije veze, ja. Seveda, jaz si 4 tekme pred koncem razbijem ko kanta, razumeš, da sem bil 3 tedne v bolnici, so mi črpali, sem imel stari moj notranje krvavitve, jaz sem imel take jajce, plave, vse, veš kakvi, stari moj, sem rekel, ne vem, basat, kaj bomo zdaj naredili, ne morem končati, In potem sem rekel, daj bom naslednjo leto, Zdaj pa ski cross ni prav hvaležna disciplina, zaradi tega, ker če bi jaz bil alpski smučar, jaz se ne je rado pripravljati, jaz bi šel naslednjo leto, razumeš, oblekel bi se, vidiš, kaj dela alpski smučar, neke mantle si oblečejo, pa se dol pelejo, razumeš, Pri nas pa, če ti hočeš priti sploh v finale, se pravi, v izločilne boje, moraš iti preko kvalifikacij, samo 32 najboljših na svetu prije tam, to ni zdaj tak, da se ti koji not zapeleš, je res težko že not priti in sem bil tak, pač zdaj mogo celo leto trenirati in pol sem celo leto treniral, kondicija, smučanje, sprašal koliko denarja, sem si mislil v Iniheno, moje priljubljeno smučišče, tam bomo naredili konec in pol prije COVID, stari moj, brez ljudi, brez vsega, pol sem rekel, veš kaj, niti kaj naj tam delam, razumeš, meni je bilo zaradi tega, da jaz ljudi povabim na to, nekaj naredimo in je tak škoda, razumeš, pol smo bili zaprti noter 2 leti, kaj naj pol po 2 letih delam, ni zaključka pol, tako da lahko zdaj naredimo zaključek po podcastu. Ja, dobro si rekel,
najvišja pa najnižja točka v tvoji karieri? Kje si se, da je bil tvoj vrh, kje je bilo tisto najnižja točka? Najvišja točka je bila, bom rekel, če bi sedaj to rečem, najlepši trenutek, je mogoče bila zmaga na svetovnem prvenstvu, takrat tisti dan se je res vse poklopilo. To je bilo v Kreuzbergu v Avstriji, avstrijska Štajerska, ne? Seveda, kako pak. Vsi ti moji opičnjaki, frendi so bili tam, vreme je bilo lepo. Mislim, veš, ko se tak zloži vse in mislim, da je to bil tudi neki vrh moje karijere. Najnižja točka karijere, težko rečem, ne vem, mogoče je najslabše pri vsem bilo res to, kako sem mogel nehati, ne, veš, rad bi se razpelal pa naredil nekaj taja, pa na neki taki debil način moraš zaključiti, prvo s poškodbo, pol pa s tem, da si zaprt, mislim, da to je bilo pol tak največja škoda pri vsem skupaj, no. Kaj pa, ko stojiš v teh štartnih blokih, ko te izstrelijo, ko se spustijo tista vratca, a zdaj po karieri je kakšna stvar pride blizu temu, tistemu občutku, ko si kot nek bik, ki se hoče še streliti dol? Težko. V bistvu ne, ni šans. Veš kaj, veš sam, to je stvar, za katero delaš celo življenje, da lahko sploh si tam, pa to delaš na takem nivoju, razumeš? In pol bi mogel celo življenje posvetiti nečemu drugemu, da bi sploh bil tak na tem nivoju, da bi uspel neke take stvari delati, ker je lepo je, ko si res v dobri formi, pa ko res znaš smučati, pa ko, mislim, znaš smučati, vsi ko smučamo, znamo smučati, ampak veš, ko si lahko privoščiš, je ena točka, kjer smučaš drugače, ti si vedno odličen, noben ne vidi tega, mislim, noben vidijo, dobri trenerji pa tekmovalci vidimo, ampak drugi gledalci tega ne vidijo. Priješ v en moment, kjer lahko smučeš brutalno, še boljše, ko ni, privošči si lahko take kote, pa neke stvari, ko je pač nemogoče. V bistvu, jaz mislim, da najboljše, kjer sem smučal, je bilo v Sierra Nevadi na svetovnem prvenstvu 2017. Takrat sem pol v velikem finalu, smo se z enim Francozom pri kolu zahakla in sem povozil vratca in sem pol bil četrti, ampak tam sem imel moj performance smučarski, je bil nenormalen, pa Soči olimpijske igre. Tam, ko sem padel, pa se je poškodoval, tam je tudi. In temu občutku, kot imaš ti, ko se počutiš, pa to, ko sem ti prej rekel, veš, ko gledaš druge, pa veš, da si ti, da ni šanse, stari moj, ker si pač enostavno poznam ta občutek. Boljši. Najboljši občutek, ki ga lahko doživiš. In to ne prije tak, ker bi se zgodilo, to prije s tem, ker si celo življenje delo, kokojn in pač zaradi tega to lahko doživiš. Ja. Prej, ko sva govorila že o tem, deloval si na nek individualen način v takem športu, ti je to pri prehodu pomagal, glede na to pač jaz prihajam iz ekipnega športa, misliš, da so tukaj razlike za veliko stvari, kot si rekel, za sponzore, za vse te stvari si se mogel boriti sam. A ti je to pomagalo potem tudi na tem prehodu, ko si končal? Ja, to mi je abnormalno pomagalo. Le, moraš vedeti, jaz sem bil v bistvu za vse vedno sam. Ne? Meni ni smučarska zveza pomagala, pa mi riti brisala, ne. Jaz sem si svoje sponzore rihtal izključno sam, ekipe sam, se pravi, dogovarjanje z trenerji, serviserji, plačevati te ljudi, to niso poceni delovna sila, ne. Najboljši serviserji na svetu, pa trenerji, ne. Razumeš? In sem za vse bil sam. In zaradi tega je tudi moj performance tekom moje karijere bil ogrožen včasih zaradi tega, ker jaz se nisem zajeval s tem, da dvakrat po 2 uri na dan imam treninga, razumeš, jaz sem pač mogel vse delati in logistika in ono tretje in sem bil skurjen in se je to poznalo na tem, da pač sem imel malo nihanja v performancu, ker pač ne moreš, ker ni človeško. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, ne, veš,
vidim preveč športnikov, ko, jaz če tako grdo rečem, veš, če imaš nekaj vrit porinjena noter, pol ne znaš ti sam za sebe poskrbeti. In dosti športnikov je, ko imajo, ali so v nekih dobrih klubih, ali ne vem kaj, veš kaj mislim, kjer za njih ful skrbijo, pa ti priješ ven iz tega. In bolj si ti sam, se še nekaj časa, vsak ti maha, pa super, ne. Samo na koncu dneva že tisti občutek, da veš, zdaj pa moram jaz sam za sebe poskrbeti, ker drugi ne bo, je težki. In že meni je bilo ful težko. Kljub temu, da sem si tekom kariere toliko poznanstev naredil, toliko sem se naučil, vem, kako se denar dela, vem, kako se s kapitalom gospodari, vem te stvari in še zdaj imam problem. Teda nekdo, ko se s tem sploh ni rabo zajebati, pa je dobro služil za povrh, veš, kaj se bolj zgodi, ne? Ker ti si navajen nekega standarda, ne? Pa to je težko iti dol. Tako da to mi je zelo, zelo, zelo pomagalo, no. 2018 je verjetno zate posebna letnica, dobiš hčerko. Kako si, to je bilo proti koncu tvoje kariere, kako si to, družino, hčerko, je bil to, so bili težki občuti, si bil kdaj, stisnen v kot oziroma dol na vago, zdaj pa moram se odločiti, ker se pač sopada s tem koncem oziroma kasneje, malo potem si končal. Ti je bilo kdaj zaradi tega teže na tekmo oziroma bi bil raje takrat doma? Pa v bistvu nisem imel takih problemov s tem, pa da se ne bo zdaj to slišalo, da se zelo sebično ali pa da premalo sem vlagal pozornosti v mojo hčerko, niti slučajno. Ampak smo nekako, veš, vseeno sem bil dovolj doma, pa dovolj, veš, že med tekmami smo kaj prihajali domov, pa to, da ni bilo, nisem imel tega občutka, da kot starš ne morem dati otroku dovolj. Zdaj bi bilo drugače, ker zdaj je ona stara 6, zdaj ona rabi več pozornosti, ne? Saj veš, sam imaš 3 otroke, ko je otrok star 1 leto, ne? Ti tako veš, kaj smo fotri, ne? Nič, razumeš, ne? Še to, kaj naredimo, je narobe, razumeš, že se babe derejo, kaj te naj delam? Mogoče je tako bilo boljše, da je bilo tako. Zdaj pa bi bil težave, bistveno bolj, ker zdaj pa otrok dojema, zdaj pa rabi ona tudi fotra za neke druge stvari, ne samo zizo od mame, tako da, ja. Si velik razpet zdaj med Mariborom in Ptujem, kjer je tvoja hči? Ja, seveda, ne, pač jaz sem šel z mojo partnerko, s katero imam otroka narazen, pač tak je, ampak vse zaradi tega, da je pol na koncu v bistvu zaradi otroka boljše. Zdaj sem, valjda sem razpet, ne, če drugo ne, že moram skozi voziti, ko pri meni pa Maribor, Ptuj, gor dol, ampak, lej, vse se na koncu dneva da, mala je ful vesela, ko je pri meni, vesela je, ko je doma, je bilo nje ful težko tudi, ampak se mi zdi, da če ti znaš, mislim, če neko, vse to je trajalo, da je zdaj tako malo boljše okolje, ne, veš, ampak če ti znaš nekako to, če greš s partnerom razen, pa da znaš nekako to shendlati, razumeš, otroku na koncu ni tako grozno, veš, če se pa tam še dogajajo trenja, pol pa otrok čuti, ne, in to je pač na začetku bilo, ampak zdaj je boljše in se tudi vidi pri Tamali, da je lažje. Zdaj, ko si polno zaposlen, do tja bo še prišla, ampak ima dan dovolj ur, a se ti zdi, da si imel, ko si bil še športnik, da si imel v bistvu takrat več prostega časa, oziroma da si lahko počival, kakor zdaj, ko moraš res garati, da postavljaš to svojo znamko. Povej mi malo več o tem. Stari moj, jaz mislil, ne, zdaj mi jaz končal, ne, pa si mi jaz malo vzel fraj, ne, pa bo super, razumeš? In pol sem komaj videl, kak je fajn biti profi športnik, ne, ker takrat, ko si, gledaj, ko imaš tekme, pa to, tudi če nekaj nimaš, rečeš, ne morem, jaz imam tekme.
to vsi pustijo primere, razumeš, zdaj pa kar naenkrat delaš 3-krat več, tako da imam težave s tem, da imam premalo časa, vsi pensionisti imajo premalo časa, ne, če smo odkriti, ne, tako da jaz nisem izjema, tako da ja, glej, ampak predvsem pa veš, kaj se mi zdi, to mogoče tudi zanimivo, kje sem imel tako malo probleme, je, zdaj, kot športnik, se pravi, smučar, recimo, ne, če mene poznajem, imaš ti celo leto razdeljeno, zelo lepo, ti veš v vsakem delu leta, kaj se dogaja, ne, po zimi so tekme, po zimi imaš kaki mesec malo lažje treninge, da se malo regeneriraš, pol začneš to, testi opreme, vse veš, kaj se dogaja. Pol sem nehal, ne, pol pa ni tega, ne, pol pa kar nekaj, zdaj, dobro, zdaj bo zima, dobro, sem počasi si zrihtal pancare, tretje, dok sem si zrihtal, tak že je bil konc februara, razumeš, in sem rabo ful časa, da sem si, ne ta time management, ampak tudi na letni bazi, pa vse, da sem, veš, se malo prisilo, čakaj, zdaj pa že treba za to poskrbeti, pa za tako da je kar, no. Pestro, ampak recimo, ko gledaš zdaj, šport deluje nekako tako, sploh ti individualni športi, pa nasploh, odvisen si od rezultata. In v bistvu ta neka tekmovalnost, oziroma ta tvoj ego, ki je znotraj športa, zdaj se mi zdi, a boš pa ti najboljš povedal, da ga nekako na ta način tudi ven dobiš, ko si šel v tak čist X, kakor je bil šport, poklic, šel si v kulinariko in se tam našel in nekako si odvisen konc koncev tudi od uspeha, kako bo tvoj brand, tvoja pohorska šunka, kolikrat bo prodana, kako bo dobra izvedba oziroma kvaliteta same šunke in se mi zdi, da je tle lahko najdeš neke usporednice s športom. Ja, in to je, veš, ker se mi zdi, da to najtežje, da športnik po svoji športni karieri najde nekaj, s čemer se lahko hrani. Ne, zdaj mislim dobesedno, ne, šunko, ampak pač, dosti športnikov pa ljudi si oči zatiska, ampak tak po domače povedano, ne, šport je tak ena velika ego masturbacija, ne. Zdaj, ali si ti ego filaš kot športnik s tem, ker ti je cool, da se pred drugimi pokažeš, kak si dober, ali si filaš ego s tem, ker sebi dokazuješ, ampak ti hrepeniš po teh rezultatih, da svoj ego fojtraš, ja, in ti si tega navajen in če si ti bil v svetovni eliti, pomeni, da nisi bil tam po nekem naključju, ampak ker si trdo delal, pa ker si vedel, pa ker si imel od sebe izjemno visoka pričakovanja. In pol, ko ti končaš, tebi se tvoje osebnostne karakteristike ne spremenijo. Ti še vedno rabiš ta fojter ega. Samo zdaj mi pa povej, če si ti bil olimpijski prvak, svetovni prvak, kak boš imel naslednjo kariero isto uspešno, da boš v nečem najboljši na svetu? Težko, ne? In tukaj se mi zdi, da se večina športnikov zgubi, zaradi tega, ker so zmedeni, ker ne vejo, kak naj zdaj ta svoj ego nafojtrajo. In tam se začnejo problemi. In jaz sem bil tak, nekaj rajm, razumeš, nekaj, na čem bom lahko gradil, nekaj, kjer bom lahko rastel, kjer bom se lahko dokazal sebi, da sem sposoben. In pač to sem zdaj najdel z pohorsko šunko, pač jaz sem kaki sem, se veš, radi nekaj pojemo, ne, radi smo fajn, to je stvar, ki mi je pisana na kožo in tukaj zdaj lahko jaz spet gradim zgodbo. Tako sem jo gradil skozi mojo tekmovalno kariero, jaz se rečem včasih, ne, od seljaka do prvaka, ne, smo šli, tako bom zdaj tukaj gradil in imam, za vsako malo zmago dobim ta neki fojter, tako da je vredno. Znan si bil, tudi zaradi tega mogoče ta ideja za pohorsko šunko so te poklicali zaradi svojih, nog. Povej mi, ko smo bili že pri nogah, zanimiva zgodba je po karieri s tvojimi koleni. Kaj je bilo s tem? Kako je to možno? Stari moj, ne vem. Jaz pač nekako nisem znan po tem, da bi bil pretirano običajen, ne, oziroma vsakdanji, ne. Jaz recimo ne vem, če smo trije
v zgodovini skikrosa, ki smo bili ali olimpijski ali svetovni prvaki, da nismo imeli čisto celo kariero vtrganih križnih vezi. Celo kariero. Ne? In jaz sem seveda to šel skozi, ko nič, ne? Se smo uličari. In pol zaključim, ne? Jaz mislim, zdaj sem se jaz spasal, vidiš, gledaj, sem dober, ne? Pol smo imeli na Pohorju neki event, razumeš, od mojega frenda žensko vržem na hrbet, smučam in mi se režimo, jaz gledam okoli, hopa, mi zagrabi smuče, prekriža, nazaj, vtrgam sprednjo križno. Sem rekel, dobro je, tak je, ne, operiramo, sranje, vredo, gremo dalje. Naslednjo leto, stari, zagorim z biciklom. Prosim me, moj bivši kondicijski trener je rekel, da je Filip, prosim prij pomagati na pump track gremo, enega mladega smučara imam, da boš malo pokazal z rolerji, pa to, ne. Valjda sem si še jaz bike vzel, dok se je ovi oblačil, sem rekel, gremo se eno rundo, ne. Stari moj pa ne, da bi jaz šel noter pa pretiravo, pa nekaj dela. Jaz sem zagonil, da grem noter v pump track, stari sem ketno vtrgal, me je vrglo prek belance, no, dvojno luknjo, sem zažgal s kolenom tako silo v tla, da mi je zadnje križne vtrgalo, razumeš? Tako da, sploh niti nisem vedel, ker tako sem tak z glavo, pa sem noter vdaral voni asfalt, da sem bil cel mutav, razumeš? Jaz naslednji dan, stari, na WC školki, ne, pač delam to, kar tam delamo, ne, sede, ne, pa se jaz hočem vstati, ne, pa veš, ko se ti vstaneš, z nogami k sebi potegneš. Stari moj, jaz sem imel hoda v koleno, tak, veš, eni 4 centimetre mi je nazaj šlo, jaz gledam to provam, sem rekel, stari, kličem ortopeda, ne, sem rekel, nočem biti pametni, samo glede na to fiziko poznam nekaj, ne, jaz imam po mojem zadnjo vtrgano, ne, in prijemo in res, ne, tako da sem uspel tudi to, tako da sem pravi smučar, postal po smučarski karieri, evo, imam oba kolena potrgana, tako da lahko živim normalno. Zdaj, okej, ne moram mimo tvojih brk, svetovno znan si po teh brkih, vemo, rekel, že v več pogovorih si, mogoče ljudje ne vejo, da je to potrebna res velika nega, ampak tudi tako za naprej, za športnike me zanima, prihajaš iz športa, ki, bodimo realni, ni, rekel, svetovno najbolj popularen in da si iz tega, tudi del imidža je bil, rekel, to, da je prispel k temu, da si bil bolj popularen, seveda, rezultat ni zostal, ampak se ti zdi, da športniki morajo dati tudi veliko več na to, če želijo konec koncev, tako kot si ti rekel, potem se sami borijo lahko za večje sponzorske pogodbe in podobno. Mislim, absolutno je to nujno, ne. Jaz mislim, da tu ful premalo se vlaga neke pozornosti, pa to, ker na koncu, tako si rekel, ne, ti moraš nekaj imeti, sicer je težko, to ni stvar, ki bi jo lahko natreniral, ne, pač jaz sem taki gobezdal, pa to, pa je ti intervjuji, ko sem jih delal, pa to je ljudi nekako pritegnilo, ne. Ker recimo, če gledamo, ne, Saša Farič, ki je tudi smučala skikros, ne, Slovenka, ki je bila izjemno dobra, bila druga v skupnem seštevku tudi, ne, pa nikoli ni naredila, ker ona pač bila sramežljiva pred kamero, pa tak, ne, jaz pa, se veš, kak je, ne, in ljudje kot gledalci rabijo, njim je fajn gledati nekoga, kot da je nekaj drugačnost, nekaj vedno je, ne. Sicer je pa tak, ne, zdaj, če bi pa bili vsi drugačni, pa se spet to zgubi, ne, tako da, ne vem, mislim, da bi to vsak mogel nekaj, no, vseeno narediti na tem, pa se ne rabiš ti, v nobenem primeru ne smeš fejkati, pa biti nekdo, kar nisi, ampak daj, vsaj zavedaj se, razumeš, da ti govoriš, ko govoriš s kamero, govoriš z ljudmi in nekaj normalnega povej, pa se, če ne znaš pred kamero, če si športnik, ti menda je lahko jasno, da se stvari znaš naučiti, ker noben od nas se ni rodil, pa znal špilati fuzbala ali pa smučati ali pa karkoli, razumeš, smo se naučili. Če se lahko naučiš to, da si svetovni prvak v nečem, pa menda lahko pogledal v špegel 4-krat, pa se naučil
6 besed povedati, ker vsi skupaj novinari slovenski tako ne znajo več kot 25 vprašanj vprašati, prav dosti ideja nimaš. Razumeš? Pa ne zdaj, da jih šimpam, vse ne samo naši, to so klasična vprašanja, ne, kakvi so občutki po tem, ko zmagaš, ne. Ful težki so, res ne, mislim, ne. Tako da, hočem povedati, ni tako težko in vsak športnik lahko s tem naredi ogromno, ne, ker če si vsaj malo nekako znaš odgovarjati, boš zanimiv za sponzorje, boš pač bistveno lepše lahko živel, pa več od tega potegnil. Na Kapi imaš to priznano energijsko pijačo, s katero sodeluješ že praktično celotno kariero, stoji ti tudi sedaj ob strani oziroma sodeluješ z njo. Kaj je dela tako posebno oziroma vemo, deluje praktično v res ogromno športih, ima tudi svoje akademije, bil si tam v tem njihovem centru v Salzburgu, ne? Kaj dela to, nekaj več sam Red Bull? Ja, v bistvu oni imajo zelo, moram reči, da njim je ta marketing zelo dobro jasen, ne? In zelo dobro se zavedajo, da so športniki njihova gonilna sila marketinga. In če ti hočeš imeti dobre rezultate v marketingu za športnike, moraš za športnike tudi poskrbeti. Ne, ker če imaš ti formulo, rabiš tudi dobre mehanike, ne, da bo ta formula sama po sebi ne bo laufala, razumeš? In tukaj oni dajo res ogromno poudarka na to, da nas vodijo skozi kariero, da veš, če imamo kakekoli fizične težave, poškodbe, ono, tretje, da nas tudi malo pripravljajo na življenje po karieri, pa to in mislim, da to je pač tista razlika med nekom, ko pač ima neke športnike kot neke promotorje, ali pa med nekom, ki razume, da je to gonilna sila marketinga in če hočeš imeti superiorne rezultate, moraš to negovati in za to nekaj narediti. Ja, počas greva proti koncu, prihaja sodnikov podaljšek 45 minut, ampak vseeno še par vprašanj oziroma nekaj vprašanj. Kaj bi zase lahko rekel, da je tvoje poslanstvo zdaj tudi po karieri oziroma v tvojem življenju konec koncev? Veš kaj, moje poslanstvo je, jaz vedno verjamem, če dobro delaš, dobro dobiš nazaj in poskušam delati dobre stvari, všeč mi je, če lahko koga nasmejim, všeč mi je, če lahko kakega mladega ali pa mlado osebo nagovorim oziroma s kakršnimi koli akcijami spravim v šport in to mi daje zadovoljstvo in kaj naj rečem. Pičimo dalje, stari. Kje se pa vidiš, če gremo naprej, kje se vidiš čez, ne vem, 10, 15, ko boš tak 50, 60, pa tudi naprej, kje se vidiš, a bo še vedno tako, bomo rekel, divji, adrenalinski Filip, ali bomo rekel, se boš počasi umiril, oziroma bo šel v druge neke bolj mirne vode? Ja, to je slabo kaže, s tem, da sem preveč umiral, sem imel upanje, samo zdaj ga več nijem tako dosti. Veš kaj bi si želel za sebe, pa upam, da bom si lahko v naslednjih letih spravil ali porsko šunko ali pa kaj drugega do te mere, da bom lahko še tista zrela leta preživel z minimalnim stresom, ker bom vedel, da sem finančno rešen, če temu tako rečem, in bom lahko užival ne v starosti oziroma v katerihkoli letih pač že bom in to je to. Super, Filip, evo, prišla so k koncu. Res mi je bilo čas, da sem te lahko tukaj gostil. Upam, da so tudi gledalci uživo in seveda pol pred kamerami uživali. Res želim ti vse dobro in upam, da bo šla ta pohorska šunka in zgodba tako, kot si zamislil in še boljše. Najlepša hvala. Hvala ti. Super je bilo.
gotta go big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on the line. Ooh, yeah. Right, I'm done. This is enough. I'm done. Time to put it all on